Pozdravljeni v podcastu, moje ime je Gašper Lubej. 11. maja bo potekal referendum o pokojninskih dodatkih vrhunskih umetnikov, ki bo tudi neke vrste preizkus pred volitvami prihodnje leto. V opozicijski SDS pravijo, da gre za privilegije peščice, ter da je referendum tudi priložnost za oceno Golobove vlade. Na vladni strani trdijo, da SDS uprizarja kulturni boj in manipulira s čustvi upokojencev, ter pozivajo k bojkotu referenduma. Z menoj sta glavna akterja kampanje, ministrica za kulturo Asta Vrečko in poslanec SDS Andrej Hoivik. Dobrodošla. Kot ponavadi v podcastu bomo začeli z neke vrste biografijami. Jaz sem malo pobrskal po vajinih življenjih, da tako rečem. Nekaj, kar je vas zaznamovalo in ste mogoče nekoliko tudi presenetili javnost, ko ste na družbenih omrežjih objavili pravzaprav težko temo, ne? Se pravi samomor. Omenili ste, da je vaš oče na 40. rojstni dan storil samomor. To se vam je zdelo pomembno, verjetno vas je tudi zaznamovalo. Zapisali ste, v življenju se ljudje različno odzivajo na te vzpone in padce. Zakaj ste se odločili za to objavo? Ja, takrat je bil ravno svetovni dan samomora in v medijih je bilo zelo veliko povedano, tako kot vsako leto, predvsem pa so me presenetile številke mladih ljudi. Seveda, ko se to zgodilo meni, sem bila stara 6 let, moja sestra 1 leto, letos pa sem bila tudi jaz stara, oziroma lani 40 let in nekako sem se bolj mogoče tega zavedala in zaradi vseh teh stvari, ki se tudi dogajajo po socialnih omrežjih, bullyinga, kar vidimo, da se mladim dogaja, se mi zdi, da sem začutila mogoče en tak vzgib, da to povem. Mene sta zaznamovali zelo te 2 smrti, najprej očeta, potem pa še sestre in zato tudi se mi zdi prav, da včasih to povemo, ker neka žalovanja govori o tem vsakič. Se mi zdi, da se povežeš z nekom, hkrati pa nekako se mi je zazdelo, da bi meni takrat pomagalo, če bi bila družba bolj odprta, če bi se več o tem govorilo. Jaz sem bila namreč takrat, ko sem bila stara 6 let, je bilo to leta 91 in o teh stvarih se ni ravno zelo odprto govorilo. Govorili ste o teh vzponih in padcih, ne? Kako se pa vi z njimi soočate, recimo, če zdaj mogoče že kar na politiko prestavim, ne? Levica je v neke vrste prekarni situaciji, bi lahko rekli, vi boste verjetno rekli, da ne, ampak vi se boste vrteli tam okrog parlamentarnega praga, morda, ne? To bo potem padec, če ne boste preskočili prag. Jaz sem prepričana, da bo Levica prišla v parlament, namreč slovenski politični prostor za slovenski politični prostor je nujno, da obstaja Levica, da obstaja stranka, ki se bori za ljudi, za delavce, ki odpira socialne teme. S svojim delom v 3 mandatih smo pokazali pravzaprav, da je nujno, da se to odpira, vsakič bili označeni kot nekaj radikalnega, potem čez par let pa je to, kar govorimo, postalo povsem samoumevno. Vsi govorijo enako, naj omenim od minimalne plače, zaprti trgovino ob nedeljah, enka je minimalka in tako naprej. In jaz sem prepričana, da bomo rezultat izboljšali, to kaže tudi naše delo. Hkrati pa smo ena strank v slovenskem političnem prostoru, ki je pokazala, da lahko dela. 3. mandat ni kar tako, nismo nova stranka in tudi naši člani, članice in pa predstavniki so pravzaprav že uveljavljene politične osebe, ki spreminjajo to državo na bolje. Gospod Hoivik, pri vas parlamentarni prag ne bo problem pri SDS-u, ne? Ja, zagotovo ne. Je pa ena zanimivost, da ste vi nekako povezani tudi z Zelenimi Sloveniji. Namreč tudi vi ste se poslovili od vaše mame, ki je tudi na vas precej vplivala, kolikor sem prebral, ne? Ona je bila v bistvu v prvem sklicu slovenskega parlamenta, takrat še skupščini Zeleni Slovenije in pravzaprav, kako je pa recimo ona vplivala na vašo politično pot, ker Zeleni Slovenije
niso povsem enaka stranka kot SDS. Ne? Sem slišal, da sta imela tudi debate doma, ampak hkrati, da vam je bila nek vzor. Ja, zdaj izgleda, začenjamo današnji podcast s temo smrti. No, kot pri ministrici, tudi moja mama se je sicer pri 70 letih poslovila pred 2 letoma. In ja, absolutno je imela kar velik vpliv. Že ko sem odraščal, so se velikokrat pogovarjali o politiki. Ona pa je začela res leta 1990, takrat je bila izvoljena v skupščino in je bila pravzaprav za časa osamosvojitve ena redkih žensk, ki je upala v politiko. To ni bilo tako kot zdaj, ko imamo tudi te spolne kvote. Velikokrat mi je dejala, koliko ljudi so prepričevali, ki so bili kasneje ugledni politiki, pa takrat niso imeli poguma vstopiti v politični prostor. In ona je bila tudi ustanoviteljica Demosa, prvega volilnega okraja, pravzaprav takrat te demokratične opozicije, ki je potem zmagala aprila 1990 na prvih demokratičnih volitvah. Kar se pa tiče koncepta, ona je bila seveda pri Zelenih Slovenije, so imeli v programu seveda demilitarizacijo, so imeli zapiranje naprimer neka nuklearke in tako naprej. In tukaj v teh pogledih je tudi ona skozi čas po 30 letih dojela, naprimer, da nek rabimo. Seveda, kar se pa tiče tudi te vojne v Ukrajini, ki jo je še doživela, je pa seveda rekla, da je potrebno obraniti suverenost, samostojnost države in zagotovo zdaj ne bi bila zagovornica, kot je naprimer stranka Levica ali pa Vesna, demilitarizacije, ampak predvsem poštenosti, boja za demokracijo, ne glede na, bom rekel, tudi finančni vložek. In ne nazadnje, če se smem dotakniti moje mame, ona je bila res prva v tistih časih, ko je imela pogum, se uprla tudi partiji, bila večkrat vanjo povabljena kot učiteljica samoupravljanja s temelji marksizma. To morda tudi ministrica ve, je bil predmet prav v resnici, ki je poosebljal socializem ali pa komunizem, in ona je paradoksno to predavala na lesni šoli, hkrati pa je bila zelo velika zagovornica demokracije in tudi bila prva, ki se je borila za samostojno Slovenijo. Dobro, mogoče nek odziv, kar se tiče Ukrajine in komunizma. Ja, mislim, kot smo že ugotovili, naša stranka je nastala leta 13 in potem še na volitvah 14, študentskih gibanj, bojev in tako naprej. Predvsem kot upor neoliberalističnemu sistemu, takrat odzivu na gospodarsko krizo, ki je preložil finančno breme na ljudi, medtem ko je potekala dekapitalizacija bank in tako naprej. In tudi danes stranka Levica absolutno zagovarja pravično družbo, poštenost, kot je tudi rekel poslanec Hoivik, in pa okoljske teme. Veseli me, tudi sama poznam zgodbo njegove mame. Takrat Zeleni Sloveniji absolutno so bili nekaj zelo pomembnega, ta stranka se potem ni obdržala, nažalost, ampak tudi mi, ko smo svojo stranko ustanavljali, takrat je bil na začetku tudi nekak podpornik, recimo Dušan Plut in tako naprej. In te ideje tudi mi v stranki Levica negujemo naprej. Zlasti predvsem danes, ko je jasno, kaj se dogaja z okoljem in klimatsko krizo, da gledamo na trajnostni razvoj, da gledamo na prihodnost in na otroke. Se pravi, v bistvu, mogoče na prvi pogled ni izgledalo, imata očitno torej nekaj skupnih točk, zdaj pa gremo na tiste točke, ki niso skupne in pravzaprav gremo kar direktno v kampanjo. Gospod Hoivik, vi ste precej bojevito odprli to kampanjo. Rekli ste, z glasom proti smo pravi branik slovenske kulture in umetnosti in bomo v ponos Francetu Prešernu, po katerem se imenujejo nagrade, ki jih Levica zdaj izkorišča za svoje partikularne interese. In govorili ste celo citirali Prešerna, uvod, kar ste pri Savici, ne boj mesarsko klanje. A je potrebno tako začeti kampanjo, s tako močnimi besedami? Zakaj ste se odločili za to? Ja, hvala za ta izčrpen uvod. Naj obrazložim in hvala tudi za današnje vabilo, da lahko v miru se soočiva z ministrico. Zdaj naj obrazložim najprej, kar sem mislil, da smo s kampanjo proti v ponos Francetu Prešernu, doktorju Francetu Prešernu, kajti sami poznamo tudi njegovo zgodbo. On je pravzaprav se boril za slovenski narod, boril se je tudi svojo poezijo za pravice takšne ali drugačne in je bil res umetnik in hvala Bogu imamo
tako imenovano upravni odbor oziroma te nagrade, tako Prešernove nagrade kot nagrade Prešernovega sklada poimenovane po njem. Ne nazadnje tudi državni praznik, ki je dela prost dan 8. februarja in tudi 3. december je tisti dan, ko množično obiskujemo galerije, muzeje in tako naprej. In seveda v nadaljevanju bom predstavil tudi argumente, zakaj bi bil France Prešeren ponosen na naš upor proti temu zakonu, ki je po eni strani diskriminatoren do množice upokojencev, tudi bodočih upokojencev, hkrati pa, morda se nisem sam dotaknil tega, tudi do kulture. Tudi sam do kulture, kajti nekatere privilegira, torej tistih 23, ki jih imamo v prilogi, posebni prilogi za nacionalne dosežke opredeljene, nekatere vrhunske res umetnike, ki pa imajo že zdaj mednarodna priznanja, pa jih zaradi enih banalnih členov izpušča. Kar se pa tiče, je to mesarsko klanje. Kar se pa tiče tega, tukaj sem jaz se postavil vlogo Črtomirja, torej tistega, ki je napaden, kajti ministrica in njen aparat je zelo grdo začel obračunavati z našo stranko, tudi name osebno so se spravili, da je zavajam potem preko medijskega trobila Mladina, tudi Dnevnika, doživljam dnevne napade, kako jaz nisem kulturnik, kako sem proti kulturi in absolutno sem pač moral poseči po znanih verzih, da se je odvilo klanje, mesarsko klanje, ne, takrat v tistem boju med Valhunom in Črtomirjem. Vemo sicer, kako je Črtomir končal, je izgubil, vendar mi v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bomo v tem boju mi premagali Valhuna, ki hoče s svojim medijskim aparatom in množico dezinformacij premagati to pravico do poštenosti, do enakopravnosti in predvsem do ene normalne Slovenije, ki bo obravnavala vse upokojence približno vsaj enako. Mesarsko klanje, kaj pravite vi? Sama nisem literarni zgodovinar, ampak umetnostni zgodovinar, ampak zato bom posegla kar po besedah Aljoše Harlamova, ki je zelo dobro zapisal pravzaprav, da gre za popolno zlorabo Prešerna, kajti Prešeren je ravno s svojim delom želel pokazati, da je jezik, slovenski jezik, zmožen tudi visoke poezije, tudi da se ga postavi na višjo raven in da se lahko seveda slovenščina kosa z vsemi drugimi takrat uveljavljenimi tako imenovanimi visokimi jeziki Evrope in jaz mislim, izjemno nerada kot zgodovinar govorim o tem, kaj bi si ljudje v zgodovini mislili, bili ponosni in tako naprej, to je polaganje v usta, zloraba pravzaprav teh ljudi, ampak gotovo bi bil zgrožen nad takim pogovorom, kajti to ne more biti druga kot neka manipulacija, ne pa resna argumentacija. Zdaj, stranka SDS je najstarejša stranka, ali pa druga najstarejša ob SD, najstarejša stranka v Sloveniji in ta zakon velja od leta 1974, tako kot je. In niti enkrat v vseh teh skoraj 35 letih ni dala pobude, da se spremeni ta zakon, da je karkoli z njim narobe. To je zakon še iz socialistične Jugoslavije. Enkrat ni bilo strani SDS rečen, to ni v redu, dajmo zakon spremeniti, dajmo ga ukiniti, dajmo karkoli narediti z njim. Ne, ravno nasprotno, sami so podeljevali, kadar so imeli Ministrstvo za kulturo in to je bilo 3-krat v svojih rokah. In zato me je ta odziv absolutno presenetil njihov tako zavajajoč, ne glede na to, na preteklost, kaj so sami počeli s tem in pa hkrati res jurišni čez kulturo in umetnike. Sami bi lahko zakon spremenili, lahko bi dali kriterije, pravzaprav tudi to jim je bilo naloženo strani Računskega sodišča. Zdaj govoriti o tem, da je to ne vem kaj se naredilo, predtem pa se delati, kot da ni bilo SDS-a 30 let, se mi zdi pač res popolnoma deplasirano. Zakaj niste spremenili zakona iz socializma? Enostavno, ob sugestijah Računskega sodišča, da je to treba storiti. Zdaj poglejte, to so manipulacije, da velja zakon iz leta 1974. Ta zakon je bil prvič spremenjen leta 1990, takoj po pravzaprav plebiscitu. Takrat je ukinil pokojnine za
politične ali pa NOB zaslužne gospode in gospe, tako da to ni, v resnici je zakon iz leta 1990, spremembo iz leta 2017, ki je urejal te dodatke za področje športa. In zanimivo je, če smem, naprimer Levica leta 2017 tudi ni podprla zakona za dodatke k športnikom. Takrat je kolega Miha Kordiš, ki je zdaj v levem krilu, zelo bojevito napadel tudi takrat Petra Vilfana, predlagatelja, kajti tisti zakon ni predlagala vlada, ampak Peter Vilfan, ki je potem sam sebi leta 2022 izplačal te dodatke, no, tukaj sum koruptivnega dejanja očiten, ampak pustimo to. In je takrat rekel, tukaj zdaj eliti dajemo, revni upokojenci pa še vedno ostajajo. In pravzaprav s tem argumentom smo tudi mi šli v to kampanjo in naj poudarim to, kar ministrica pravzaprav ne ve. Leta 2012, ko je bil tisti famozni zakon o uravnoteženju javnih financ, je prav Janševa vlada za čas tiste krize, za katero je bil odgovoren Pahor oziroma Pahorjeva vlada, začasno ukinila majhen del privilegijev, tudi kulturnikom in športnikom. A veste, kaj je bil odziv, naprimer znane Svetlane Makarovič, da je označila to vlado za klerofašistično, da zdaj pobira njeno zasluženo, trdo prigarano pokojnino. Pravzaprav je pa to pokojnino podelil po zakonu iz 1974 oziroma 1990 Drnovšek v višini 90% takrat najvišje možne pokojnine. In poglejte, sam se ne morem čuditi, še nekaj bi ob tem dodal, da je potem gospa Makarovič leta 2023 pa zahtevala Prešernovo nagrado, potem, ko so se te obtožbe na gospoda Rupnika izkazale za resnične. To je zdaj tudi postopek pred Vatikanskim tem cerkvenim krogom. In zanimivo je, da je ravno takrat gospa Makarovič dejala, zdaj pa želim to nagrado nazaj. Naprimer, če bi bil jaz v njeni koži, bi jaz rekel, poglejte, z razlogom sem leta 2000 odklonila to nagrado. Potem sem to dokončal, potem pa... to je pomembno, potem pa sem pogledal zakon in v zakonu izrecno piše, da bodo tisti, ki so pa naknadno dobili še Prešernovo nagrado, kar je točno v primeru gospe Makarovič, pa bodo dobili še tisto razliko 10%, torej bo gospa dobila približno zdaj 200-300 evrov dodatka. In za teh 200-300 evrov dodatka vsak mesec se je bila gospa pripravljena izboriti tukaj v Cankarjevem domu, mislim, da v proslavi leta 2023, kjer je ministrica s partnerjem ploskala in celo ostala. Medtem pa so ugledni dobitniki Ema Kugler in gospod Herman Gvardjančič obnemeli, kaj si ta gospa upa privoščiti, skupaj pa z Borisom A. Novakom, kateremu je potem ministrica podelila to najvišjo pokojnino, in seveda z gospodom Jašo Jenulo, ki vemo, kam sodi. Zdaj pa, da se vrnem na vaše izhodišče. Ja, ampak žal sem moral to povedati, ker je to ključno. Dajmo samo to malenko se vsal, da odgovoriti na tole. Pa gremo pa naprej. Se bom ponovil vprašanje. Odgovoril bi na vaše vprašanje. Ne, ampak mislim, da je prav, da odgovorim na vaša... Poglejte, se vrnemo. Kot prvo, gospa Svetlana Makarovič je ves čas vodena kot Prešernova nagrajenka. Nobenih sprememb tukaj ni. In je v seznamih. Drugo, kar je, pokojnino je tako dobila leta 2000, pač to je še ena. Se je že bilo v tem mandatu toliko povedano gospe Makarovič, da niti ne bi ponavljala kot simbola boja proti SDS-a, proti kulturi in umetnosti. Zdaj, res se je zakon spreminjal, ampak za področje umetnosti pa je ostal enak iz leta 1974. In to govorim. Iz leta 1974 je ostal enak. Danes govorimo o kulturnikih. Samo o tem in tukaj se je ostal... Leta 2017, ko je bil zakon o športu, in leta 2021 pod vašo vlado ponovno noveliran, takrat je bila tudi, tudi Levica je bila za, je glasovala za, tako kot SDS. Jaz osebno mislim, da je prav, da imajo tako športniki kot kulturniki, kot tudi konec koncev znanstveniki, ki pa dobijajo preko SAZU, prav tako dodatek tisti, ki so člani akademije. In to ni bilo nikoli osporavano. Res je, da je ZUJF takrat vzel določene, seveda v imenu varčevanja, določena sredstva. Tudi res pa je, da v vladi, ki je bila pred tem, od 4 do 8, je Janševa vlada podeljevala
pokojnine, medtem ko je v tem žal neslavni vladi leta 2012 kar ukinila samostojen resor kulture, kar pa je bilo tudi prvovrsten škandal in nekulturno dejanje. Dobro, da ne bomo spet odplavili. Samo zanima, kaj ste še hoteli povedati glede česa? Ne, vprašali ste me nekaj, sem se moral odzvati, da obrazložimo, da ni zakon iz 1974 je bil noveliran vsaj dvakrat, kar se pa tiče kulture pa velja v takšni obliki, kot je iz 1974, ampak morda samo še to, kar se pa tiče dedovanja, pa to ne drži, kajti dedovanje je zdaj urejeno po posebnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in kolikor sem jaz gledal, mislim, da je zadnja vlada, ki je podelila tak dodatek vdovcu oziroma družinsko pokojnino, je bila Drnovškova vlada. Ne, avtomatizem je pri dedovanju. Ni to čisto res, vlada mora potrditi. Pri dedovanju gre avtomatizem in ta zakon iz 74 ima dedovanje, medtem ko naš predlog zakona ga ukinja. Prav tako naš predlog zakona, ko je že bil omenjen gospod pater Rupnik, se mi zdi pač pomembno povedati, da novi zakon ima člene glede kazenskih obtožb in kaj pomenijo. Zdaj, če ta oseba ne bo naznanjena, ker ga ščiti kdorkoli že in bo samo pred cerkvenim sodiščem, to pač ne more soditi v resor države. Če pa bi bil pred sodiščem državnim, bi pa jasno se to zgodilo. Ampak ne glede na to, pa je treba povedati, da je on dobil neregularno to nagrado po neustaljenih postopkih in je pravzaprav ne bi smel dobiti za eno delo nedostopno javnosti in tako naprej. In to nikakor ne more biti argument v debati, da vsi ostali kulturniki, umetniki v Republiki Sloveniji, ki so toliko doprinesli, bodo zdaj žrtve nekoga, ki je zlorabljal in ki pravzaprav te nagrade sploh ne bi smel imeti. No, ampak pater Rupnik bo po novem zakonu dobil ta dodatek, avtomatsko, če bo zanj zaprosil, po starem zakonu bi morala vlada odločiti in verjamem, da tako Golobova vlada, niti Janševa vlada po zdaj znanih podatkih patru Rupniku nikoli ne bi podelila tega dodatka, to drži tudi mislim, da za en medij ste to zdaj jasno povedali, mislim, da za Reporter, saj tako sem bral in absolutno poglejte, tukaj se gre tudi za to, zakaj je imela vlada to diskrecijsko pravico, ne zaradi politikanskih nazorov, ampak zaradi tega, da se je videlo, katerakoli vlada je bila, tista je cenila to umetnost. Ne vem, a sta Vrečko ceni umetnost Borisa Novaka, Prešernovega nagrajenca, ki je pa sicer skandiral za časa covida in vpil proti in Andreja Brvarja, ki je in vseh ostalih. In tako je tudi. Samo želim to izpostaviti, poglejte, tudi celo gospod Vinko Möderndorfer je jasno povedal leta 2020, ko je vladna koalicija Janeza Janše imenovala nov odbor Prešernovega sklada, so v Levici pravili, da je desen, absolutno ni bil desen, je bil zelo raznolik v primerjavi z njihovim. In takrat je on dejal, poglejte, tako nagrade Prešernovega sklada kot Prešernovi nagrajenci odražajo tudi del politike, ki imenuje na predlog vlade te člane tega upravnega odbora, ki na koncu pa ima diskrecijsko pravico odločati na podlagi strokovnih komisij ali podeli to nagrado temu ali drugemu. Zdaj pa, če se vrnem samo v leto 2000, ker je toliko manipulacij. Poglejte, Svetlana Makarovič je dobila, imate na spletu, spoštovana ministrica, odločbo, mislim, da iz oktobra 1999, preden je postala Prešernova nagrajenka. Zato je dobila v vrednosti 90% to pokojnino. In verjamem, da jo vodite kot Prešernova nagrajenka, ampak če se nagrajenec odpove nagradi, tako kot se je Marlon Brando Oskarju odpovedal pred 20-40 leti, potem on ni Oskarjevec. In tudi gospa Svetlana Makarovič pa je postala Prešernova nagrajenka, ko je ministrica nezakonito podelila tistih 8.000 evrov in ji vrnila tisto prašno plaketo, ki so jo iskali več mesecev. In to je dejstvo in samo, da tukaj moramo biti iskreni. Torej, po novem zakonu bo dobila Makarovičeva, če bo zaprosila 10% razlike in hkrati tudi pater Rupnik, če bo želel, nobena vlada, niti Andrej Hoivik, niti Asta Vrečko mu ne moreta preprečiti, da bo dobil 3098 evrov mesečne pokojnine in to je zelo sporno in lahko ministrica se postavi na glavo. Takrat je bil, mislim, da na čelu upravnega odbora arhitekt in je prepoznal njegovo delo kot vrhunsko. Sam se pa lahko strinjam, da po mojem mnenju si ne bi zaslužil Prešernove nagrade, ampak naprimer nagrado Prešernovega sklada. No, če zdaj zelo podrobno, če podrobno preberemo zakon, vendar ni čist avtomatizem. Ne? Obstaja neka procedura,
Tako da verjetno ste na to hodili tudi kaj? Mislim, to pa tudi, kot sem že prej rekla, zdaj zaradi enega tega, ki niti ne bi smel dobiti velike nagrade, ki ni bila za življenjsko delo, ne moramo umetnikov in kulturnikov, ki so sooblikovali in sooblikujejo to državo, vseh dati na stran. Jaz sem patra Rupnika takoj pozvala k temu, naj jo vrne. Stranka SDS je ni, nihče drug je ni. Tudi absolutno naj mu sodi civilno sodišče, ne pa cerkveno in tako naprej. Ampak jaz mislim, da je tukaj ta debata glede tega, kdo je, kako je in na ta način ni pravilna. Zaradi tega, ker tukaj se seveda zbujajo različna čustva v tem imenu, onem imenu in tako naprej. Dejstvo je, da je Računsko sodišče dalo jasne, večkrat pozvalo in jasno zapisalo, da morajo biti kriteriji, da diskrecijska pravica pri čemerkoli ni ustrezna. Sama sem dala predloge za povsem vse Prešernove nagrajence. Za mene nekdo, ki ustvarja umetnost in kulturo, ni ne lev, ne desen. Morda je tako delal dr. Simoniti ali kdorkoli drug. Sama ne, jaz dam vse naprej. Za mene so vsi, ki si to zaslužijo, morajo tudi prejeti. In zaradi tega je ta objektivni seznam, ki ga je konec koncev večkrat v zgodovini zahtevalo Računsko sodišče, ne pa diskrecijska pravica. Kaj ti potem resnično lahko podeljujemo tako ali drugače? Zdaj, samo gospod Hojzik. Imamo veliko časa, ampak fokus je pa še vedno potreben. Tako da bom jaz zdaj vaju prosil za malo več discipline, za krajše odgovore, za več fokusa. Naslednja tema je bojkot referenduma. Vi ste zelo kritični do tega, čeprav je predvsem vaša odgovornost, tako je zakon o referendumu nekako zastavljen, kar se tiče naknadnega referenduma, se pravi, bistveno je to, da zberete dovolj ljudi, ki so proti, da zakon pade. Zakaj se vam zdi problematično z vladne strani, da pozivajo bojkotu? Zelo jasno, poglejte, na prvi strani koalicijske pogodbe pod politika in temeljna stvar, ki so jo zapisali, in takrat je sicer Luka Mesec to podpisal, ne Asta Vrečko, ampak najbrž se strinja s koalicijsko pogodbo, drugače bi jo spremenili, piše, da bo vlada naredila vse, da bo omogočala spodbujanje participacije predvsem mladih in vseh na volitvah in na referendumih. Torej, participacije, ne bojkota. Torej, so v neskladju s samim seboj in to drži. Lahko si ministrica, danes je nimam s seboj, drugače bi ji izročil. In poglejte, stranka Levica je za časo COVID krize predlagala kar 11 referendumov. Celo referendum, to je največji absurd, posvetovalni referendum o zakonu o dohodnini, potem so ga pa umaknili, ker smo se mi s tem strinjali in smo rekli, dajmo ta posvetovalni referendum na dan volitev. Ker so ugotovili, da ne bo nihče glasoval proti višjim netom plačam, je potem Luka Mesec oziroma takrat Levica to umaknila. In poglejte, to je naravnost, to je tisti napad, v katerem so govorili, da bo mesarsko klanje. Zdaj meni minister Boštjančič oziroma nam učita, zdaj pred parimi dnevi je očital, da bomo dali 6,7 milijona evrov za ta absurd nad absurdi, pravi. Poglejte, demokracija ne sme v naši državi nikoli biti absurd nad absurdi. Če ne bi jaz lahko podobno rekel, poglejte, o zakonu o vodi. Zakon o vodi, takrat je ljudstvo reklo, so proti zakonu pa je bil bolj strokoven kot ta politikanski zakon Aste Vrečko, zelo bolj strokoven in ljudje sploh niso vedeli, o čem glasujejo. Kajti, če bi vedeli, potem bi zdaj stali pred parlamentom in za čisto pitno vodo se borili, ko gre za kanal C0, se ne borijo. In ne nazadnje, vlada Roberta Goloba je sprejela 4 odloke, kjer so zasebniki gradili ob morskem območju. Torej, to je dobesedno norčevanje iz ljudi, kajti ta zakon so oni spremenili, celo mislim, da je bila takrat gospa Tatjana Grajvza ali pa Nataša Sukič in so naprimer naredili tako, pa to res nima veze s tem zakonom, pa poglejte, ta absurd nimajo, ampak poglejte, zdaj lahko gradimo na Družmirskem jezeru prvo plavajočo sončno elektrarno, ki po prejšnjem zakonu, niti po Vizjakovem, niti po prej veljavnem, ne bi smeli. Ko pride svoboda, je vse možno. Ne, to je pomembno izpostaviti. Zdaj pa res bežimo že stran, ampak po drugi strani, to ni referendum o podpori vladi, vi pa govorite, da je to tudi referendum o podpori vladi. Ali je to mogoče problematično? To je naš predsednik dejal, jaz sem vedno zagovarjam dvakrat proti privilegijem, kar so,
in proti Golobovi aroganci, oziroma aroganci Golobove vlade. Pa bom drugo malo bolj opredelil, če mi boste pustili. Potem, ko boste končali. Prosim najprej zdaj, da moram dati gospe ministrici besedo, mislim, da je korektno. Dolgo ste govorili, boste še imeli priložnost. Izvolite. Ja, SDS je v svoji zgodovini predlagala že veliko referendumov, ki so bili popolnoma nesmiselni. Recimo zakon o arhivih, sedaj velja nočni narobe, a ne. Takrat je bila jaz se zelo dobro spomnim tudi te kampanje in s čim so vse strašili in tak dalje. Pojdite v arhiv, vse je v redu. In po drugi strani se sama spomnim, tik preden nisem še imela volilne pravice, je bil zakon o biomedicinski oploditvi samskih žensk. In takrat se spomnim, da sem doma se pogovarjala z babico, ki je na referendum šla, in smo se pogovarjali, mislim, pa kakšna stvar je to, da v intimo smo bile obe popolnoma malce tudi kot ženski presenečeni, da lahko država glasuje o neki intimni odločitvi. In se spomnim, takrat mi je rekla, se je na koncu to obveljala, ne, zmeri pravica zmaga. No, in potem čez, ne vem, zdaj že 20 let od tega, ne, in zdaj je to možno, je tudi ustavno sodišče to odločilo. In pri tem referendumu gre tudi za nesorazmernost. Koliko bo stalo ti dodatki letno, bi veljalo za, na drugi strani cena referenduma 6,7 milijona evrov za več kot 50-60 let podeljevanja teh dodatkov dodatno, ob tem, kar je že tudi vaša stranka podelila ljudem, privilegijem, kot pravite. Takrat niste tako obnašali, ampak ste ponosni bili na to, da date. Jaz nisem bil ponosen. Vaša stranka v vladi, kjer ste pravkar na začetku povedali, tudi sodelovali. In mislim, da je prav. Tudi jaz sem ponosna na to, da lahko to da. To ne gre niti iz pokojninske blagajne. In zato je pač poziv, da v taki farsi, kjer mi rečemo 6,7 milijona evrov za en referendum, odločamo v zakonu, če bo proti, bo veljal star zakon, se pravi naslednji dan lahko damo na vlado vse prošnje, neregulirano, pač po diskrecijski pravici. Cena je ogromna, zavajanja je ogromno, hkrati pa predsednik SDS-a Janez Janša seveda govori, da je to referendum proti vladi, se pravi, plačamo za nekaj, o čemer ne odločamo. Jaz mislim, da je tudi bojkot legitimen izraz politične volje in zato sem pozvala in pozivam, podprite tisti dan rajši umetnost, kulturo, kot pa sodelujete v tej manipulaciji. Ključni bodo glasovi proti, ne? To je zdaj bistveno po referendumski zakonodaji. Zakaj vi govorite o aroganci Golobove vlade? Glejte, ko je ta Golobova vlada prestopila parlamentarni prag oziroma 1. junija zaprisegla, se je zavedala, da bo ključna reforma pokojninska reforma. To je vedela tako Asta Vrečko kot predsednik vlade dr. Robert Golob. Oni so to vedeli. Zdaj smo slišali od ministra Boštjančiča, da je sam pritiskal na Ministrstvo za kulturo, naj čim prej to uredi. Računsko sodišče leta 2010 ni izrecno napisalo, da spišete nov zakon, ampak je reklo nov zakon ali pa ureditev obstoječega sistema priznavanja teh pokojnin. Kako bi uredili? Mi bi uredili to s pokojninsko reformo, bi uredili vse pokojnine, tako za športnike, kot znanstvenike, kot tudi kulturnike. Ne pozabimo pa še nečesa. Poglejte, že danes obstaja več kot 20 let tako imenovana kulturniška republiška priznavalnina. Ta je danes v višini 1158 evrov. To je 250 evrov več od povprečne pokojnine slovenskega upokojenca, 650 tisočih ljudi. Torej 250 evrov, naprimer prejemnik je Rades Šerbedžija, od mnogih znani igralec, in poglejte, proti temu Slovenska demokratska stranka ni. Ampak se pravi, kakšen dodatek bi bil po vaše primeren za nekoga, ki prejme naprimer ta priznavalnina se mi zdi, da je dovoljšen dokaz tudi tega, da se država zaveda pomena in mu, če je res ta kulturnik, ki je zagotovo zelo uspešen, najbrž nima najnižje pokojnine, je tudi s svojimi umetninami nekaj zaslužil na trgu,
Ne nazadnje tudi Svetlana Makarovič ima še danes avtorske pravice za vse sapramiške in vse, to ni malo denarja, veliko denarja gre na njen račun in hvala Bogu, ker je njena dela so, tudi jaz sem jih bral kot mali otrok. Samo da govorite, 1000 evrov bi bil ta dodatek? Ne, tako kot sedaj velja republiška priznavalnina, ki se vsako leto viša na podlagi pač tudi zvišanja povprečnih pokojnin in znaša 250 evrov nad povprečno pokojnino. Ne nazadnje pa je... Sem da razčistimo. Se pravi, vi bi te dodatke, ki so zdaj recimo ukinili. Samo za najnižje pokojnine, za tiste, ki imajo 500-600 evrov pokojnine. Rad bi prišel do neke številke, ki se vam zdi primerna. Poglejte, treba je vsem ljudem zagotoviti dostojno življenje. In jaz mislim, da če 700 evri, gospa, ki je delala 40 let ali pa 35 let, pa se je invalidsko upokojila, pa ima morda tudi manj, 500 evrov, preživi, je delala 40 let. Potem ne razumem, zakaj mora imeti kulturnik ali pa tudi športnik zaradi mene 3000 evrov pokojnine. Ampak ste se tudi sami vi podeljevali te dodatke, vaše vlade. Poglejte. Se pravi, vi bi zdaj ukinuli to. Absolutno. Lejde, jaz sem prvo podpisani pod to pobudo in naprimer, če bi bil jaz zdaj čisto osebno moje mnenje, ne bi nikoli podeljeval teh dodatkov, bi pa naredil vse, da se sistem pravično uredi. In ko bomo imeli mi vlado, ko bomo imeli mi priložnost, bomo uredili, da bo to pošteno za vse. Tako da se večina upokojencev ne bo počutila diskriminiranih, hkrati pa bomo nagradili delo. Pa še nekaj je zelo pomembno. Vsi te prejemniki, torej Prešernovi nagrajenci Prešernovega sklada in tudi nagrajenci po novem po odlikovanjih predsednice republike, že sedaj dobijo vrednostno nagrado, torej to plaketo, ali je to zlati grb, ali je to plaketa Prešernovega sklada, hkrati pa 30 000 evrov ali pa 10 000 evrov. In ne nazadnje, to ministrica dobro ve, za časa upravnega odbora pod Janševo koalicijo se je ta znesek zvišal iz 21 na 30 000 evrov in iz 7 000 na 10 000 evrov. Torej, že s tem smo mi zagotovili, da je vredno človekovega dostojanstva, da seveda, ko si ti vrhunski umetnik, dobiš to nagrado, dobiš tudi ta dodatek. Govorimo o tej denarni nagradi, ne pa o pokojninah. Poglejte, nekdo bo dobil s tem zakonom, če ima 800 evrov in bo dobil zaradi enega samega dela, naprimer, pa bom spet na primerih, žal tako moram, naprimer Maja Smrekar je pač imela ta performance, ki je trajal par let, dobila je nagrado Zlata Nika na Ars Elektronika, potem bo dobila, naprimer, če je njena pokojnina 1000 evrov redna, bo dobila zdaj še dodatnih 1050 evrov. Več kot ima redno pokojnino, pa to ne moramo tako živeti. Vi ste stranka, ki se zauzema za najšibkejše. Kako odgovarjate zdaj na te argumente, da so to ekscesni dodatki, bi lahko tako rekli? Ja, kot prvo, še enkrat moram poudarjati, da veljajo že od leta 1974 in se mi zdi res smešno poslušati od gospoda Hoivika, da ko bomo imeli mi moč, ko bomo na vladi, 3-krat so imeli to moč, 3-krat so imeli resor kulture v svojih rokah. Pa ste kritizirali prej leto 2013. Niti enkrat. Jaz sem tudi sama povedala, da mogoče edina stvar, bi rekla, da edina stvar, ki so jo naredili, je to, da so podeljevali točno te pokojnine, ker vmes se jih ni dalo. In zakaj? Tudi ravno se jih niso pustili tudi na financah in na drugih resorjih, ravno zaradi tega računskega sodišča, ker ni bilo kriterijev. In prav je, da so kriterije. In po drugi strani, naša vlada se je resno lotila pokojninske reforme, in ki bo izboljšala življenja ljudi, medtem ko so prejšnje vlade, med drugim tudi vlada, v kateri jo je vodil SDS, večkrat pač te pogoje izboljšala, ustvarili generacije revnih upokojencev. Kdaj je ministrica? Kdaj to so laži. Ne moram poslušati laži. Se pravi, vi ne verjamete, da bo SDS, ko bo prevzel vlado, te dodatke ukinil? Mislim, verjamem, da jih bo in s tem pač naredil totalen precedens. Po drugi strani pa, kot je sam gospod Hoivik večkrat poudaril, vse sorte ljudi pač s takimi drugačnimi političnimi prepričanji ali pa popolnoma nepolitični, in to ne sme vplivati na to, ali si ti umetnik, kulturnik in tvoje delo si zasluži nagrado. In jaz verjamem, ali pa upam, da vendarle pa kdo tudi podpira stranko SDS, da niste tako nekulturni, da nimate ljudi noter. Konec koncev Niko Grafenauer je bil med prejemniki te pokojnine pod dr. Simonitijem, pa tudi Kostja Gatnik, ki je dobil par mesecev, in tudi te številke so res, to so ljudje, ko ti dobiš to nagrado, že v življenjsko delo, so praviloma ljudje že zelo, zelo stari, krepko čez upokojitveno starost, so že v pokojninah in ne dobivajo, nažalost,
dolgo časa. Nažalost, pač tako moramo biti realni. Hkrati pa jo vsi, ki jo dobijo po starostni pokojnini, se pravi 40 let delati. Ne moreš jo dobiti kar na sredini. Imamo tudi institut za jamčene pokojnine, kot sami veste, v Republiki Sloveniji, in ti moreš oddelati 40 let. In večina teh ljudi, recimo te dodatki se slišijo velik, takole, ko se manipuliram, ampak v resnici velikrat dobijo nekateri, ker imajo že visoke pokojnine, manjši delež recimo tega, ampak gre se za tudi priznanje za njihovo delo. In jaz dobivam taka pisma, gre se za priznanje, ne gre se za denar, gre se za to, da prepozna država človeka, njegovo delo v vseh aspektih, dolgoletno delo, ki ga je posvetil umetnosti in kulturi nesebično tudi za ugled Slovenije in tudi zato, da je konec koncev ljudi s svojim delom bogatil. In to je bistvo tega. In to ni enako kot priznavalnina. Tisto je socialni korektiv. Tu pa gre za izjemne dodatke, ne iz pokojninske blagajne, kot zahvalo tudi konec koncev, in zato je tega zelo, zelo malo. Trenutno tretjina, ki jih podpira, trenutno tretjina, ki dobiva to, je vdovskih, kar bi mi pravzaprav ukinili z novim zakonom. Se pravi, France Prešeren bi bil potem ponosen na vlado, v kateri sedi gospa Vrečko, ali ne? Ne, nikakor ne, poglejte. Še enkrat. Ministrica je sama oziroma Ministrstvo za kulturo odgovarja, da je povprečen ta, ki zaprosi za to izredno pokojnino, ima pokojnino 1345 evrov. 120% od povprečne pokojnine za 40 let dela. To pomeni nekih 2000 bi dobil dodatka. Poglejte, človek, ki ima 445 evrov več, to je polovica povprečne pokojnine v Republiki Sloveniji, govorim za leto 2024, bo dobil še naknadnih 1000 ali pa 1500 ali pa celo 2000 skoraj evrov. In poglejte, te pokojnine se bodo redno usklajevale, tako kot vsako leto navadne pokojnine. Hkrati pa, kar je pa najbolj absurda, Levica pod ministrom Maljevcem uvaja davek, 1% davek na dolgotrajno oskrbo. Navadni upokojenec, se upravičujem s temu izrazu, to ni želito, ampak navadni upokojenec, teh je 99,99%, ki ima na primer 1000 evrov, bo plačal 10 evrov mesečno, torej 120 evrov letno. Ta privilegiran, kdorkoli, lev, desen, tukaj sploh tudi lahko kritiziram Nika Grafenauerja, pa sploh ne gremo na ljudi, gremo na aroganco Golobove vlade. Da je sprejela, ne gremo na ljudi. Spoštovana ministrica, to je iz vaših ust, smo pa s tem plakatom pokazali, kako gledate predvsem v vaši stranki na kulturo. Kajti to, da ti podojiš psa, spoštovana ministrica, jaz se opravičujem, jaz sem šel pogledati obrazložitve tako Jurija Krpana, ki ste ga nastavili za predsednika nacionalnega sveta, ki je podelil zlato Niko, ker je bil žirant, ja, bil je samo član, ni bil pa predsednik, zdaj je bil predsednik in so imeli veliko mnenj tudi zoprnega, ker je nestrokovan. In poglejte, spoštovana ministrica, v tem primeru gospe Maje Smrekar, en človek je odločal vse. Odločal je, ker je bil kustos, njen sodelavec, pogledajte na njeno spletno stran, hkrati je bil žirant Ars Elektronike, ki je podelil to zlato Niko, in predlagatelj kot strokovni sodelavec komisije, obrazložitev Jurij Krpan, zakaj ji naj uprava podeli nagrado Prešernovega sklada, in s tema dvema pogojema bo zdaj gospa dobila teh 50% od njene do najvišje pokojnine. Pa kje mi živimo, spoštovani? In to je žal en primer, ki kaže... V čem je problem te umetnosti? Če ste se poglobili, verjetno ste... Poglejte, vsak ima svoje mnenje. Lahko ministrica vidi to kot vrhunsko umetnost. Jaz tega ne vidim kot vrhunsko umetnost, sem pa državljan Republike Slovenije, plačujem davke in to gre iz državnega proračuna. Jaz bi 100-krat raje videl, da bi tistih, 10-20 tisoč evrov, kolikor jih bo dobila v enem letu Maja Smrekar, da bi šlo za obnovo, rdečega znamenja v Crnem grobu, za katero ministrico prosim že 2 leti naenkrat pride, ker razpada nam kulturna dediščina 500 let stara. Naprimer, samo primer. In ta denar, ne govorimo o 180-200 tisočih evrih, spoštovani, na leto. Govorimo med 1 milijonom in 2 milijonoma, kajti teh upravičencev je danes, ki še niso v pokoju, ki še so aktivni, med 100 in 200. Ne samo 17, ne samo 4, to so navadne manipulacije ministrice in ministrstva. In lepo prosim, še en primer, ki sem ga pa zdaj zaznal, je, da je ministrstvo zelo jasno opredelilo, kdo bo dobil te pokojnine. Imajo 27 vlog trenutno na ministrstvu, a veste, koliko jih bo dobilo to pokojnino zdaj po novem zakonu? 17. To pomeni, to se je šlo, to prilogo bomo dali noter, ta bo dobil, ta ne bo dobil, ta bo dobil, ta ne bo dobil. In samo še nekaj povem,
naprimer, samo 2 primera vrhunskih umetnikov. Aleksandar Gadžijev, ministrica ga zagotovo pozna, 30 let je star, 2. mesto na Chopinovem tekmovanju, nagrajenec Prešernovega sklada. On po novem zakonu ne bo upravičen do dodatka. Veste, zakaj ne? Ker ima tekmovanje Chopinovo predvideno kotizacijo v višini 100 evrov. In po zakonu piše, če greš ti na mednarodno tekmovanje in imaš kotizacijo, ne moreš dobiti tega dodatka. In že zaradi tega sem rekel, da smo mi braniki kulture. Če se samo postavim v sfero kulture, je diskriminatorno do kulturnikov, diskriminatorno do umetnikov in nenazadnje tudi gospod Školč, bivši minister za kulturo, član LDS-a, torej ni naš, ni SDS, je bil kritičen in zato je tudi Državni svet na ta zakon dal odložilni veto. Glede števila upravičencev, ker so hoteli še več pa... nagrad, tudi to, da je z gospodom Gadžijev, tako naprej, to je res totalna manipulacija. Nagrad je ogromno, v zakonu piše, da se seznam na 5 let ažurira. Gospa Maja, sem rekel, je stara ne vem koliko, ampak mislim, da okoli 45 let, se pravi še 20 let ne bo do tega upravičena, je profesorca na akademiji in tako naprej. Mislim, tu in potem ja, SDS gre na posamez. Začeli ste s Svetlano Makarovič in tako naprej. Imeli ste izrednih sej ali pač teh odborov in sej o Svetlani Makarovič nebroj. Dali ste posameznico osebo, fizično osebo na plakate. In to, vi ste, kot ste sami rekli, ogromna stranka z mašinerijo, mediji in tako naprej, usmerili vas gnev proti eni osebi, pač to se ne dela in presojati to, a vi rečete, meni se ne zdi vrhunska umetnost, mogoče se vam zdi. Se zdi, ministrica? Kot prvo, jaz sem doktorica umetnostne zgodovine in delala tudi kot likovna kritičarka, ampak nikoli v življenju si ne bi upala in ne bom tega rekla na mestu ministrice. Jaz sem imela 20 let kariero tega, pisala za vse sorte, ampak na mestu ministrice in na mestu politične funkcije se o tem, kaj je prava umetnost in kaj ni, ne bom izjavljala. To smo videli v 30 letih, videli smo z razstavami izrojene umetnosti v nacistični Nemčiji in tako naprej. To se ne dela, tukaj pa more se politik zadržati. In zanimivo mi je, da je taka res gnev upiren umetnost in kulturo, medtem ko noben se ne... A se vam zdi tudi sporno glede športnikom, boste pozvali, da naj vračajo in tako naprej. Jaz osebno ne, absolutno ne, ali pa SAZU, članom Slovenske akademije znanosti in umetnikom, prav tako zaslužnim ljudem največ naredili za to državo na področju znanosti in umetnike. Tudi tam so dodatki mesečni in ja, to imajo države, imajo to različno urejeno, mnoge tako. In to je zgolj inštrument, kako pač se pelati politični, kulturni boj. Kultura je pač hrbet, na katerem se to stranka SDS pele, prikladen, nič ne rečem, je pa žaljiv do umetnosti in kulture in te debate niso primerne. Žal mi je, da jih moram glih jaz, ki za konec koncev s temi razstavami tovrstnimi tudi raziskovalno nekoč ukvarjala, zdaj to podoživljati na politični funkciji in v javnem prostoru. Žal mi je vseh umetnikov in umetnic, ki se jih tretira za parazite, za nezaslužne, za tiste, ki ne delajo, ki se njihovo delo kvalificira kot vredno, nevredno strani politikov in tako naprej. Vsak ima svoje, od enih ima ljubiteljske, profesionalne, bistvo pa je, da vse to skupaj tvor našo državo, naš narod in našo kulturo. In na ta način nas samo razvaja. In to ni prav in mislim, da bi kultura si zaslužila enkrat malo drugačno debato, da jo vsi podpiramo, tako kot naše športnike, naše znanstvene uspehe in nažalost ta referendum ni drugega kot politično izkoriščanje kulture za točke. Enako smo že videli v prejšnjih mandatih SDS-a in samo želim si lahko, da nikoli več SDS ne pride blizu Ministrstva za kulturo. To presojanje umetnosti je tak spolzek teren, se vam zdi prav, ne? Da vendarle verjetno v teh zadevah naj bi presojali neki strokovnjaki ali ne? Poglejte, zdaj, če je to z nacistično Nemčijo, poglejte, to je sramotno. In to je po vašem zakonu o medijih pravzaprav že prekršek, to, kar vi delate na tiskovnih konferencah, spoštovana ministrica. Da SDS
in našo kritiko gospe Maje Smrekar, ki je javno objavljena že več kot 8 let ta fotografija, to ni bilo delo. Njeno delo je bilo tretirano kot performance, ne pa fotografija sama. Upam, da ločite fotografijo od performansa, ker če tega ne ločite, potem ne vem, kdo vam je doktorat dal. Se opravičujem, ministrica. Zdaj, kar se pa tiče drugega. Poglejte, jaz nikoli nisem nobenega označeval s parazitom. Nikoli. In ga nikoli ne bom. Jaz spoštujem umetnike, ministrica sama ve, tudi sam sem predlagal 2-krat amandma za povečanje sredstev za javni sklad za kulturne dejavnosti in v letošnjem letu me je ministrica uslišala in povečala sredstva, se mi zdi, za 500 000, za kar sem jih hvaležen. In vedno javno tudi Levico pohvalim, čeprav smo na popolnoma drugih bregih, ko kaj dobrega uredi. Ne morem se pa strinjati s tem zakonom, ki je diskriminatoren predvsem do večine upokojencev, hkrati pa tudi znotraj kulturne sfere. Prej sem navedel 2 primerja, naprimer gospod Gadžijev in Maja Smrekar. In žal tukaj moramo operirati z direktnimi imeni, drugače si ljudje ne znajo predstavljati, ker ljudje pač ne poznajo zakona. Tudi ko bodo prišli na referendum, najbrž ne bodo šli brati zakona, ki sicer ni tako obsežen. 11 členov ni tako težko prebrati. Ni tako težko, ampak verjamem, da bodo ljudje odločeni, ko grejo na referendum. Tudi zakon o vodih. Dajte mi povedati, kdo je prebral zakon o vodi. Nihče ni prebral, kdo je šel na referendum, večina jih ni prebrala. No, ampak pustimo zakon o vodi. Mislim, da podcenjevanje volivcev ni. Ne podcenjujem jih, ampak iskreno mislim, da ste rekli, da ne vejo, o čem so odločali, verjetno del volivcev. Ne vejo. Borili so se, da se ne bojo gradili objekti na jezerih, ob rekah in tako naprej. Ko je prišla Svoboda, se to lahko dela. Samo to sem želel povedati. No, zdaj pa samo še nekaj, to bi pa res prosil ministrico za odgovor. Katera država Evropske unije ima urejen tak zakon, kot ga imamo mi, poleg Finske? Finska je edina država, katero sem jaz našel, ki pa zamejuje število pokojnin na 80 000 evrov letno, to pomeni, jih dobi morbiti 4-5 umetnikov in to v višinah, a veste, koliko je najvišji dodatek? 1623 evrov, vendar finska povprečna pokojnina je 1900 evrov. Po domače pomeni, če bi želeli res finski model, katerega bi jaz predlagal, če bi že sešli v te dodatke, bi bili dodatki v najvišji vrednosti 700 evrov. Za tiste, ki imajo pa više pokojnine, pa 350. To bi bila ena sprejemljiva številka, ki pa, kot sem že sedaj povedal, je urejena s tako imenovano kulturniško priznavalnino, oziroma samo ministrstvo trdi, da ima povprečen nagrajenec Prešernovega sklada oziroma Prešernov nagrajenec že sedaj, ko se upokoji, med okoli 1345 evrov pokojnine. Kaj bi vi rekli volivcem, ki bodo razmišljali o tem referendumu, pravite sicer naj ga bojkotirajo, ko se govori o teh dodatkih, o tej višini dodatkov, kakšne so recimo vaše argumentacije in če lahko glede teh zadev v tujini, v drugih državah? V drugih državah je pač različno je to urejeno, ne? So različni instituti, tudi kar se tiče akademije, članstva, izrednih in tako naprej, ne? Ampak vsaka država pa pozna nek institut nagradnje tudi na področju umetnosti in kulture. Kar se tiče seveda višine, je opredeljen tako, kot je bil do zdaj. Ne? Zdaj je bilo med 60 in 100 arbitrarno, mi smo pa znižali med 50 in 100. 50 ali 100, ne? 50 ali 100 in tukaj zelo jasne kriterije, da teh oseb ne bom. Jaz mislim, da poprečno, ko se pač te vloge rešijo, čaka veliko vlog, ampak niso vse upravičene, da ne bo pomote. Tudi že niso vsi samo Prešernovi nagrajenci in tudi po novem ne bojo vse upravičene, ker zaprosi lahko vsak, ne, jaz lahko za vsak lahko zaprosi, ne, moraš imeti tudi pogoje 40 let in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar, poprečno bo tega recimo, da 4 dodatne na leto, 2 Prešernovi, če bodo dali, vsi ne dajo, a veste, vsi res ne dajo. Naprimer, Tone Partlič ni dodal, je rekel, da ne rabi take pokojnine in kritizira ta zakon. Ni ga kritiziral, ni se opredeljeval od njega, sem prebrala celo njegovo. Do referenduma se je opredelil. In skratka, to recimo, da imamo 4 in hkrati je to povprečno, ne vem, do 70 ali pa tam okoli 1000 evrov več letno, več, kar se že zda, s tem, da se ne bo več dal dedovati, kar bo pa še znižal
In to je 33 primerov, ko gre za vdovske. 33 od 83, tako je. Te podatke ima spis, tega mi nimamo, sedaj se tudi ne vodi, po obstoječem zakonu se ne vodi evidenca, po novem zakonu se bo vodila evidenca. Predvsem pa se mi zdi res zmeraj v Sloveniji tako napačen diskurs, ne? Zdaj, hujskamo upokojence ene proti drugim. Dela se pokojninska reforma zato, da bo upokojencem bolje, ker zdaj je bila res slabo je to urejeno in se bo izboljšalo. Naredilo se je za športnike, znanstveniki imajo, čaka še umetnost leta in leta. Če bo nekdo nekaj dobil, ne bo drug na slabše, ne gre niti iz pokojninske reforme, ni ali, ni vse vedno na ta način, da bo, če bo nekomu bolje, je zaradi tega meni slabše in to hujskanjem vsem mora biti bolje in za vse mora biti primerno in zato se gre in zato ne pristanem na te manipulacije, konec koncev naslov referenduma je proti privilegijem. Ja, to je že manipulacija, ne, zaradi tega, ker kakšna ministrica, povejte, in ne, ker ni proti zakonu, ali pa pravo vprašanje je bilo, ali želite, da se ohrani zakon iz 73, pač to je dejstvo. Zato se gre, če si proti novem zakonu, želiš ohraniti starega, tako je. In tukaj mislim, da to ni pravo vprašanje in je nesorazmerno, predvsem pa res gre za napad. Počasi bomo zaokrožili, ne? Hitro je minilo, zelo sta bila strastna, smo na podcastu, kar je pohvalno. Moramo v bistvu zaokrožiti v političnem smislu, tako kot smo tudi na nek način začeli. Skratka, če ta zakon ne bo padel, kakšne konsekvence boste vi sprejeli? To bi bil poraz SDS-a. Ne, nikako ne bi bil poraz, to bi bila poražena demokracija in tega se zaveda tudi Svoboda in Levica, ki prvič v zgodovini Slovenije sta dve stranki koalicijski, ki pozivata k bojkotu, k neudeležbi. Poglejte. Ampak bistveni so glasovi proti, se pravi, oni so ker se zavedajo, te glasovi niso relevantni. Relevantni so glasovi proti. Ne? Se pravi, vi morate pripeljati 340 000 volivcev, ki bodo proti, da zakon pade. Drži? Ne mi. Lejte, to pobudo je podpisali 47 500 ljudi. Torej, tudi iz Svobode so prihajali, imamo starine podatke, so rekli, smo mislili, da bo pod Golobom boljš, ne nazadnje tudi ugledni pravnik Pirnat je razočaran nad Golobom, pa ga je sam volil. In poglejte, ta tempo diktira v Republiki Sloveniji Levica, ki ima zdaj 4 poslanci in 3 ministrstva. To je že pravzaprav nelogično. Moje vprašanje je, kakšne bodo konsekvence? 340 000 ljudi bi morali zbrati glede na... Konsekvence bodo take, če ljudje ne bodo prišli na referendum in glasovali proti, bodo konsekvence take, da bo uveljal slogan, ki ga bo mogla Levica spremeniti, blaginja za peščico, revščina za vse, oziroma ljudstvo drobiš. In jaz ljudno prosim, res vse, tako leve kot desne, umetnike, neumetnike, da gredo na referendum, naj glasuje po svoji vesti, tukaj res dejavno, naj po svoji vesti. Ministrica bo v kampanji imela veliko časa, da bo pozivala k bojkotu ali pa obrazložila, naprimer kot Socialni demokrati, zakaj glasovati za. Mi smo pa prepričani, da v času, kjer se prvič v zgodovini obdavčuje upokojence, ne nazadnje tudi s 37,17 € vsak mesec, to je dodatno zdravstveno zavarovanje, hkrati pa se naprimer samozaposlenim v kulturi, preko 2150 jih je, plačuje zdaj tudi to ukinjeno, v narekovajih, dopolnilno zdravstveno zavarovanje. In živimo v državi, kjer bo po tem zakonu možnost, in to je najbolj sporno, da nekdo, ki je samozaposlen v kulturi, in ta status ima tudi, jaz imam kolega, ki je samozaposlen v kulturi in je vrhunski pevec, ni problema. Ampak tak človek bo prejel nagrado Prešernovega sklada, bo na mednarodnem tekmovanju ali pa bo dobil eno nagrado iz teh 23 in bo potem upravičen do pokojnine v vrednosti 2000 €, za katero ni plačal niti centa v pokojninsko blagajno. In to je ključno in to je sporno in zato jaz verjamem, da ne bo 340 000 ljudi prišlo na referendum, ampak 800 000. In to je moj poziv, da res ljudje pokažejo, da ne želimo živeti v taki državi in če bo referendum uspešen, torej bomo vsi glasovali proti. Jaz sem prepričan in verjamem, da ministrica ne bo tako arogantna, da bo sploh po starem zakonu predlagala nove dodatke novim umetnikom, ampak bo to uredila v
skladu s pokojninsko reformo, če to ne bo storila ona, bomo to naredili mi, ko pridemo in na kljub vlado. temu, da ste tako samozavestni, nimate pa poguma, da bi rekli, da če ne uspete s tem referendumom, da bodo kakršnekoli konsekvence. Recimo vi osebno boste odstopili kot poslanec, ker ste nosilec kampanje? Jaz bom se še naprej boril za upokojence, morda z malo manjšo vnemo, kajti če zdaj upokojenci 650,000 jih je, ne spoznajo, da deli Golobova vlada jih na prvo in drugo razredne, potem pač jaz se bom pa še naprej boril. No. In zame bo to, priznam, osebni poraz, to priznam. Stranka bo pa potem povedala svoje in to bomo vedeli ob 20. uri 11. maja, torej vljudno na referendum. Vi boste odstopili kot ministrica, če zakon pade, neko odgovornost imate, se pravi tudi, ne glede na to, da pozivate k bojkotu, sodelujete seveda v kampanji, logično. Ja, seveda mi sodelujemo tako kot stranka, katere sem koordinatorica v kampanji, ker se mi zdi pomembno, da zaščitim konec koncev tudi umetnost in kulturo pred točno takimi napadi. In tudi to, kar spet prvorazredni, drugorazredni, ne? In to ni ščuvanje proti umetnosti. Seveda je. Točno, tudi potem lahko rečemo, da tudi dr. Simoniti delil na prvo in druge razredne, ki je sam dal več kot 10 teh izjemnih pokojnin in tako naprej. Pač tukaj gre res za totalno paradoksalne situacije, miselne obrate, kako pač zaščititi in kako hujskati ljudi enem proti drugemu z namenom, da se SDS gre tukaj z državnim denarjem plačano predvolilno kampanjo. In to je bistvo vsega. Sama seveda tudi mislim, da glede dolgotrajne oskrbe se mi zdi res deplasiran, gre za solidarnost in prispevek. Ne nazadnje, žal tako je, vsi bomo nekoč to potrebovali, ali naši starši, ali sami in tako naprej. Gre za solidarnostni prispevek. Prejšnja vlada je tudi ta zakon pripravljala, naredila brez proračunskih in finančnih posledic, pač od nekje denar more prideti, ne? In zato mislim, da je ta, hkrati bo pa konec koncev ta prispevek zmanjšal cene domov in tako naprej, storitve, ki se že uvajajo. In tudi solidarnostni prispevki morajo biti v družbi. Izogibate se odgovora na moje vprašanje, se pravi, če SDS zmaga, to sem že večkrat povedala, da sama absolutno ne nameravam odstopiti, ne vidim tukaj tudi potrebe, kajti jaz sem kot ministrica za kulturo branim umetnost in kulturo, referendum in to bom delala do zadnjega, ne samo na položaju, delala sem to prej in bom še naprej, kajti prihajam iz področja kulture in ta referendum pa je usmerjen proti umetnosti in kulturi. Jaz bom to branila, dokler se le da. Mislim, da seveda tisti, ki bodo šli, si želim, da podprejo naš zakon, glasujejo torej proti ne podprejo, so proti predlogu SDS-a, proti temu referendumu ali pa se odločijo za bojkot, ki je prav tako legitimno politično stališče in odločitev. Vsekakor pa mislim, da vse skupaj nikakor ni v prid kulturi in umetnosti, ki je vedno v političnem diskurzu ali marginalizirana, postavljena na stran ali pa je zlorabljena kot tukaj. V našem mandatu smo mi za tretjino skoraj zvečali proračun za kulturo, krepimo jo, kolikor se le da, od ljubiteljske do profesionalne, in tega si nihče, ki dela na področju umetnosti in kulture, ne zasluži. In za konec bi se to rekla, ta tudi gonja proti samozaposlenim v kulturi je neprimerna in zavržena, kar ti vsi plačujejo prispevke in tudi zato, da se lahko zaprosi za ta dodatek, moraš imeti 40 let plačanih prispevkov oziroma izpolnjevati pogoj. In to ni res, kot ste rekli, da samozaposleni ne plačujejo Država jim plačuje. Ni nujno, odvisno. Če imajo status, 1000 jih ne plačuje, 2195. Nekaterim kadar to sta ločeno, to je ločeno, samozaposleni v kulturi in pa tistim, ki se plačujejo prispevkov. Torej, in še vedno jim nekdo plačuje. Tako da oddelali so svoje. Jaz si želim, da Slovenija ne bi tukaj se razdvajala na področje umetnosti in kulture. Upokojenci morajo in si zaslužijo vsi dostojno življenje. To, kar se je dogajalo v preteklosti, da imamo zdaj res generacije revnih upokojencev, ni prav in zato se dela pač penzijska reforma.
povezave s tem tukaj pa ni. In želim si solidarnost med ljudmi in pa povezanost, ne pa hujskanje drug proti drugemu. Dobro, zdaj je bila ministrica zelo dolga, eno minuto vam še dam. Pol minute rabim. Poglejte, kako vidi Levica solidarnost. 150 evrov na leto božičnice, 12 x 1500 evrov poprečno privilegija. Proti. Hvala. Tukaj le bomo postavili piko. Hvala lepa, da sta prišla. Spoštovani, toliko za danes. Kmalu se spet gledamo in poslušamo v podcastu.